Dober večer, spoštovane gledalke in gledalci, dobrodošli v oddaji Koktajl. Z vami bomo vse do 21. Do takrat pa vam bodo družbo delale Serafine. To so 3 vokalistke, sicer članice ansambla opere SNG iz Maribora. Posvetili se bomo tudi jutranjemu programu Radia Maribor, ki bo v kratkem doživel kar precejšnjo prenovo. Napovedali bomo dobrodelni koncert, ki bo otrokom omogočil odhod na morje. Predstavili pa bomo tudi poklic skiperja. Vse to in še več v naslednjih 55 minutah. Začenjamo pa z glasbo in 3 damami. You got to give a little, take a little, and let your poor heart break a little. That's the story of, that's the glory of. You got to give a little, take a little, and let your poor heart break a little. That's the story of, that's the glory of love, love, the glory of love. You got to laugh a little, cry a little, before the clouds roll by a little. That's the story of, that's the glory of love. Ooh, as long as they're the two of us, we've got a word and all its charms. And when the world is through with us,
Še niti v koledarsko pomlad nismo zakorakali, pa marsikomu misli tudi zaradi visokih temperatur že uhajajo na morje. Načinov, kako preživeti dopust, pa je skoraj nešteto. Eden izmed njih je, da ste skipper oziroma upravitelj jadrnice. Kako lahko to postanete, pa ve Marko Hozjan. Dobro večer, Marko. Dobro večer. Bi lahko rekli, da je skipper neke vrste kapitan? Ja, v bistvu je to isto. V kapitanu govorimo predvsem, ko se pogovarjamo o večjih plovilih, o ladjah, ampak ko govorimo o skipper kapitan, lahko govorimo o isti stvari, nekdo, ki upravlja plovilo, nekdo, ki je na plovilu šef. In do koliko metrov je lahko tale, recimo temu, ladja ali pa jadrnica velika, da si še skipper? Recimo, da je neka omejitev ta 24 metrov. Ta pravila so sicer mednarodno lahko malo različna, ampak 24 metrov, nekje do 12 potnikov, ki jih imaš, recimo, da se temu lahko reče še skipper. Kaj vse mora delati skipper? Kakšne so njegove naloge? Zelo različne. Osnovna naloga je seveda varnost, to, da on pelje posadko od točke A do točke B, da jih varno pripelje, da so oni zadovoljni, tam se pa potem začne komplicirati. Od tega, da je skipper lahko delno kuhar, delno hostesa, delno zabavljač, animator. Pogosto se pa od skipperja pričakuje tudi kakšne druge stvari, naprimer, da kaj popije, ker seveda ni ravno priporočljivo. Kdo pa določa vsa pravila? Vse izhaja, vsa pravila so mednarodna, pri nas pa seveda to določajo lokalni zakoni, vse pa je povzeto iz mednarodne zakonodaje, ki določa mednarodna International Maritime Organization. Ampak jaz govorim, ko je nekdo na jadrnici. Kdo je potem tisti šef, ki določa, kdo kaj dela, kdaj je večerja in ostale stvari, ki jih obsodijo? Zdaj, v praksi bi moglo biti tako, da bi mogel biti šef večine stvari skipper. Skipper bi mogel povedati, kdaj grejo ven, kdaj ne smejo iti ven. Se pa glede na to, da je skipper pogosto najet, dogaja ravno obratno, da posadka ocenjuje, kdaj se gre ven in potem ima lahko posadka razne zgodbice, da so bili ujeti v slabo vreme, da so bili nekje, ki niso želeli biti, da se je zgodila nesreča. Ampak skipper je tukaj, da ohrani avtoriteto in da jo drži. Vi ste že 10 let skipper. Se vam je kdaj kaj takšnega zgodilo? Seveda, pravijo, da noben ni pravi skipper, dokler ni recimo na sedu ali pa dokler nimajo neke nesreče. Pač stvari se zgodijo. Ni tako kot v avtu, ko so stvari bolj predvidljive, govorimo o nešteto različnih vremenskih pojavih, ki se ti lahko zgodijo, vseh ne moreš predvideti. In včasih se ti zgodi to, da ostaneš v razburkanem morju, da si nekje, ker ne poznaš čisto dobro terena. To je neka normalna stvar. Ampak vedno je pa varno. Ne, v splošnem voda velja za nevarno okolje, ker pa je pogosto ne tako dojeto. Ljudje se na plovilu zelo sprostijo, vemo, da pogosto kaj popijejo in se lahko kakšna nesreča zgodi. Katera znanja pa vse mora imeti skipper? Teh znanj pravzaprav veliko. Znanj osnovno, da obvlada plovilo, drugače pa mora vedeti osnove v meteorologiji, osnove v motoroznanstvu, ker vsaj na nejadrnicah je motor edino sredstvo, na kar se zanašamo. Če smo sredi morja, nam crkne motor, smo pravzaprav odvisni od želje Boga ali reševalcev, ki nas rešijo. Drugače pa je teh znanj ogromno. Na koncu pa pride tudi znanja z delom z ljudmi, ki so ključna. V nekih stiskah, ki se zgodijo, mora skipper ohraniti posadko mirno, on mora ostati v kontroli in obvladati situacijo. Kaj od tega je najtežje? Najtežje je obvladati eno grupo pijanih ljudi, ki so na plovilu v neki situaciji, ker takrat hočejo vsi pomagati in nobeden ne zna pravilno pomagati in takrat je to najtežje. In to verjetno to prinesejo izkušnje, ne pa šola. Koliko časa pa traja izobraževanje? Čisto različno. Tisto za tisti uradni del. Osnovna licenca je relativno enostavna. Torej, tečaj samo teoretičen, se ga opravi in imaš izpit, da voziš plovilo do 24 metrov, kar je ogromno. Govorimo pa o praksi, ki pa ni predvidena, torej zakonsko, vsaj pri nas ne. Tukaj pa pravzaprav je neomejeno. Gre za to, da če ocenim 1 teden, 2 tedna nekega praktičnega usposabljanja bi moglo biti dovolj, ampak na koncu je milje štejejo izkušnje. Vsaka dodatna milja so dodatne izkušnje. Koliko lahko, če postanemo skipper, koliko lahko potem takim zaslužimo? Je to na dan ali je na teden? Veliko, ja. Ponavadi se šteje na dan, torej tudi do 150 evrov na dan. Tarife pod 100 evrov na dan so zelo redke. Gre za to, da skipper prevzema
kljub temu, da je to zelo zabavno, da imaš pisarno na morju in tako naprej, ti prevzemaš odgovornost za celotno barko, vrednosti so od 50 do milijona in več, in pa tudi odgovornost za posadko. Od trenutka, ko nekdo stopi na pasarelo oziroma na plovilo, si ti odgovoren za njega. Če si zvije prst ali pa če pade v vodo. Če že ne bomo postali skiperji, ne, vsi po vrsti, pa se lahko priključimo nekomu ali pa najamemo skiperja. Kdaj je to najbolj, pa ne cenovno, ampak ugodno glede vremena? Zdaj je različno. Za jadranje ima relativno tako varno območje, drugače pa je jadranje pravzaprav najbolj priporočljivo v spomladanskem in jesenskem času, priporočljivo mislim iz stališča cene. Takrat so cene plovil niže, gneče je manj, cene skiperjev so niže, v visoki sezoni je pravzaprav za prave jadralce ni pravo jadranje. In se avgusta ali pa julija, ne, pri 38 stopinjah Celzija biti na morju? Je vsem bolje kot na kopnem. Je na kopnem bolj vroče kot na morju. Lokacija, recimo, katero vi osebno najbolj priporočate ali pa najbolj poznate? Mi imamo neverjetno srečo, da imamo zraven Hrvaško. Kljub temu vseh slabih odnosov je Hrvaška izjemno lepa. Imamo cel ta hrvaški arhipelag, od severnega, srednjega, ki ima Kornate, do južnega, ki ima Korčulo, Bol, Vis, Hvar. To so neverjetne lokacije in pa Hrvaška velja, da ima najbolj čisto, eno izmed najbolj čistih morij in pa še posebej za neke oddaljene tujce, ki pridejo sem in lahko skočijo v vodo, kjerkoli je to nepredstavljivo, da ni meduz, morskih psov, kar povsod. Tako da imamo res neko neverjetno lokacijo tukaj za jadranje. Še lahko kaj drugega doživimo zraven v morju, ne? Ja, res. Mimogrede, je delo skiperja služba ali dopust? Ja, v splošnem nedvomno je to služba. Mnogi skiperji pa seveda to dojemajo kot dopust. In potem seveda prihaja lahko do nesreč. To je treba dojeti kot službo, do trenutka, ko je barka privezana, pa tudi potem si odgovoren za barko, si ti pravzaprav popolnoma v službi. Je pa težko razmejevati, ko si ti enkrat na morju, v tem morskem vzdušju, ko so vsi ljudje razposajeni, sploh če je več bark, je to zelo težko razmejiti in skiperji pogosto takrat delajo napake. Torej, najprej skiper naj bo v službi, potem pa se še naj malo zraven zabava. Tako. Hvala lepa za pogovor. Ja, z veseljem. Užitkov želim. Hvala. Ena izmed stvari v domeni skiperja je tudi glasba. Na jadrnici jo boste lahko izbirali sami, v oddaji Koktajl pa mi, Serafine.
arms around you. How long I have waited, waited just to love you. Now that I have found you, don't ever go, don't ever go, don't ever go, don't ever go, don't ever go. I love you so. – 21. marca na prvi pomladni dan prihajajo na najstarejšo radijsko postajo v severovzhodnem delu Slovenije, ki bo prihodnje leto praznovala okrogli jubilej, pomladne novosti. Jutra na Radio Maribor bodo po novem oblikovali voditeljski pari. Dober večer želim voditeljicama Ireni Kodrič-Cizelj in Nataši Kuhar. Dober večer. Pomeni prenova jutranjega programa na Radio Maribor stopanje v korak s časom, gre za modernizacijo? Zagotovo. Vsake toliko časa je treba poslušalcem ponuditi nekaj novega in mi bomo 21. marca storili prav to. Kaj bo novega? Ja, Razen voditeljskih parov, ne, ki si jih že omenil. Voditeljski pari, to si že omenil. Obeta pa seveda prinašajo ta jutra veliko novega, nekih novih rubrik. Morda bo bolje, da Irena pove kaj več o tem. Ona bo sodelovala pri teh voditeljskih parih. Tako da kar... Ja, res je, ne bomo odkrivali znanosti. V bistvu v tem jutru, ki bo dinamično, ustvarjalno, prijazno in zabavno, bomo mogoče na nek inovativen način, pa nekoliko bolj prijazno, tudi zato, ker bo v parih povezovali v bistvu že neke znane radijske rubrike. Vključevali bomo recimo ob sredah mlade, najmlajše v rubriki Mali modreci, pa nam bodo malo razložili, kaj se oni predstavljajo pod določenim pojmom, stvarjo, recimo, kaj je politika, kaj je spomladanska utrujenost. Vse takšne stvari naj nam jih oni razložijo. Sploh zato, ker bo ta rubrika med osrednjima poročiloma ob 8 in ob 7, pa bo zanimivo slišati, kaj mladi recimo mislijo o določenih stvarih. Aktualne teme seveda vsako jutro s poudarkom na komunikaciji in interakciji z našimi poslušalci. Odprli bomo telefonske linije, veseli bomo komentarjev, kritike in pohvale. Glasba bo tu, poiskali bomo recimo v arhivih neke skladbe, ki vzbudijo kak sentiment, kak lep spomin. Iz naftalina. Tako, iz naftalina. Ja, ampak tega na Radio Maribor že danes, ne, sploh pa v preteklosti bilo veliko. Ne, tega je že veliko, ampak to je pač naša zgodba, ne. Nova embalaža. Nova embalaža, neka nova podoba, nekaj pač takih novosti, kreativnost, želimo pač biti malo, se približati našim poslušalcem, mogoče malo več kontakta in tako pač bomo na tem gradili to našo jutro. Bi lahko rekli, da se Radio Maribor približuje recimo temu komercialnim radijskim postajam? Ne, mi tega niti ne želimo, naše poslanstvo je povsem drugačno. Naše poslanstvo je biti izobraževalni, prinašati informacije, biti čim hitrejši. Nimamo niti teh možnosti, da bi recimo bili tako kot komercialni, da bi imeli veliko, ne vem, nagradnih iger in tega. Mi pač imamo eno čisto drugo poslanstvo, recimo to se zelo dobro pokaže recimo ob kakšnih ujmah, ekstremnih teh vremenskih pojavih, poplavah, ko je v bistvu radio tisti prvi, ki prinese informacijo v hišo. Tukaj je tudi priložnost za vas, spoštovane gledalke in gledalci, 02420 1244 in 02420 1250 sta telefonski številki. Nagradno vprašanje bom tudi zastavil, kateri jubilej bo prihodnje leto praznoval Radio Maribor. Nagrada pa sta tile dve majici Radia Maribor, torej pokličite telefonski številki, pa sta že izpisani na zaslonu. Ena je zelo pomladne barve. Ta pa je kakšne? Barva ljubezni. Ja. Barva ognja, ustvarjalnosti. A vse to? Vse to. Lahko je tudi to. Bi bilo zanimivo, ne? Zdaj na nacionalnem radiju še nismo slišali, ne? Da bi kdo kakšen vic zjutraj povedal. Ne? To je ravno ta, ne? Ja, seveda. Tudi vice smo Kdo zna povedali. dobro povedati vic? Ja, bomo mogoče tudi naš kolega Zoran Turk. Ja, Zoran Turk zna zelo dobro pripovedovati vice.
Zdaj seveda mi ne bomo naše jutranje podobe gradili na vicih, ampak zagotovo bomo sproščeni in tudi mogoče poslušalec kakšen vic pove. Ne? Kje je ta recimo ločnica ali pa meja, kaj je še nacionalno, izobraževalno, informativno, kjer se pa potem začne komercialno, populistično? Mi ne želimo biti populistični. No, ampak sprašujem, kje No, v se tem, začne in konča? Da je vedno smisel povedanega. V bistvu vse, kar se pove, mora poslušalcu dati, ne samo, da ga zabava, da se namuzne, ampak da v bistvu da je nek servis, da je nek podatek, nekaj, kar mu olajša življenje, izpolni jutro, niti to ni nujno, da je neka informacija recimo povezana, ne vem, z davčnimi uradi ali kaj, ampak da mu osmisli jutro recimo. In da dobi prave informacije, da ga seznanjamo tudi recimo s prometom, z vremenom, to, kar zjutraj potrebujemo, ko smo na poti v službo. Z lastnih izkušenj, ne, ko se vozimo, pač je fajn, da vemo, ali nas bo ujel kakšen radar, ali nas kje čaka kakšna taka neprijetnost. Ne vem, če se je kje zgodila kakšna prometna nesreča, da se izognemo morda. Tudi vreme nas zjutraj zanima, ne? Vse to so informacije, če pa jih popestrimo še s kakšnimi zanimivostmi, pa smo na konju. Ne? Zdaj se samo od sebe poraja vprašanje, povprečen poslušalec radija, tisti, ki posluša na poti v službo ali pa domov, kaj potrebuje? Kot rečeno, ne? So to zgolj te informacije? Seveda ne zgolj te informacije, potrebujejo še vrsto drugih informacij in zanimivosti, ne? Sploh zjutraj, recimo, da ga prebudimo, da smo prijazni do njega, ne? Da v bistvu morda se mu že kaj takega dogaja, pa ni fajn, da smo še mi zdaj, recimo, ne vem, ko pride kdo slabe volje v službo. Da smo blazno resni. Tako resni. Povezati moramo vse te zadeve in to je zdaj naša pot, naš cilj, da bomo pač znali z pravo mero tiste prijaznosti, sproščenosti, komunikacije, kontakta s poslušalci pač priti do njih. Se, če radio primerjamo z medijem, recimo, dajmo ga prelistati recimo kot časopis, če smem primerjati. Na drugi, tretji strani so recimo strašno resne stvari, politika in gospodarstvo, a potem nas pa zanima tudi malo zdravje, pa nas zanima preblisk, pa nas zanima vreme, ne nazadnje tudi osmrtnice, ne? In tako bomo mi listali v bistvu čez cel dan, v bistvu, ko to že počnemo, zdaj pač, ker omenjamo ravno prenovljeno jutro, mogoče malo bolj sproščeno jutro. Dvoglasno se mi zdi, glasovna pestrost je vedno nekaj, kar poslušalca pritegne in zagotovo bo tako. Ja, in to smo ugotovili, ne, da v bistvu nam je malo zmanjkalo na pestrosti, zato je pač treba nekaj novega. Zdaj tudi prvi pomladni dan, ne? Kot nalašč za to nekaj novega, neko prebujanje, nekaj svežega. Tudi kak nov glas? Tako, tudi nov glas in recimo tudi te džingle, kot jim mi pravimo v radijskem pač v radijski besedi, žargonu, smo recimo poiskali mlade glasove, da bodo recimo pripeljali ta jutra zdaj do 21. marca v naš program. Torej 21. marca zjutraj, to je zadnji datum, da preklopimo na Radio Maribor. Tako je. Vsi frekvence, ki jo poznam, 93,1. 90,4. In še kakšna. Ne. Hvala obema, veliko uspeha želim. Hvala lepa. Radio Maribor vse bolj slovi tudi po dobrem izboru slovenske glasbe. Med drugim je predvajal tudi koncert totega Big Banda, na katerem so se prvič javnosti predstavile Serafine. The French are glad to die for love. They delight in writing duets, but I prefer a man who lives and gives expensive jewels. A kiss on the hand may be quite continental, but diamonds are a girl's best friend. A kiss may be grand, but it won't pay the rental on your humble flat, or help
lose their charms in the end. But square cut or pear shape, these rocks don't lose their shape. Diamonds are a girl's best friend. Ba-do-wah, do-wah-do-wah, ba-ba-da, 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 dum-dum-da-dum, dum-da-da-da-dum, dum-da-da-da-da-da-da-da, diamonds are a girl's best friend. A kiss on the hand may be quite continental, but diamonds are a girl's best friend. Ba-do-wah, do-wah-do-wah, a kiss may be grand, but it won't pay the rental on your humble flat, or help you wet the automat. Men grow cold as girls grow old, and we all lose our charms in the end. But square cut or pear shape, these rocks don't lose their shape. Diamonds are a girl's best friend. Diamonds, diamonds, diamonds are a girl's best friend. Oh yeah. Nič 2420 12 44 in nič 2420 12 50, to sta bili telefonski številki. Nekdo nas je poklical za nagradno igro. Dober večer. Ja, dober večer, Marica pri telefonu. Marica, pozdravljeni. Moram zastaviti ponovno nagradno vprašanje. Ja, jaz mislim, da 68 let je Radio Maribor. Mislim, da je letos bo 69, čestitam, prihodnje leto bo 70 let. Čestitam, kako ste to tako izstopali, ste kje prelistali? Ne, ker včasih, ko Radio Maribor poslušam, pa se vedno kaj pogovarjajo, pa sem si zapomnila. To je bilo 1946, ne? 45, ne? 45 je bil prvi dan. Mislim, da je tam maj je bil. Maj, ja, maj, to pa ja. Ja, ne spomnim se več dobro, ne? Že dolgo časa je nazaj od tega. Kar obe majici vam bom za ta odgovor poslal. A v redu, gospa? Super, ja. V redu? Rdeča, kot ste slišali, ne? Barva ljubezni, zelena pomladna, tako pravite. Ja, to. Tako ste rekli dekleti. Lepo se imejte. In veste, se bo me kar dopadlo, naprimer najbolj radarje. Jaz sem dosti tudi na cesti in najbolj radarje. Ko bom poslušala, te bom vedno poslušala Radio Maribor, ker to ti radarji meni so najbolj more biti. Morem, ne? Seveda, da vemo, ne? Kje nas lahko zaustavijo. Hvala, hvala. Lep večer še naprej. Ja, to je bila torej tale nagradna igra. Še prej pa so prepevale Serafine, ki bodo prvi samostojni koncert imeli 21. marca. Letos seveda, torej na prvi pomladni dan, in sicer v stari dvorani SNG Maribor. Zdaj pa sta se mi v studio pridružila Mladen Logar Đorđ in Ludvik Repulus, organizatorja koncerta, ki bo otrokom iz Slovenske Bistrice in okolice omogočil počitnice na morju. Dober večer želim obema. Dober večer. Mladen, tisti malo bolj izkušeni poslušalci vas gotovo poznajo na slovenski glasbeni sceni, ste okroglih 40 let. Se spomnite še mogoče vseh sodelovanj? Ne. Ali pa ljudi, s katerimi ste sodelovali? Ja, spomnim se. Večina se jih spomnim, vseh pa ne. Vseh se ne morem zapomniti. Nekaj nisem hotel vprašati, s kom niste, ne? Ja, bi bila prej fertik, ja, skoraj nisem. Mislim, da v Mariboru. S kom recimo, kdo vam je ostal najbolj v spominu? Najbolj v spominu? Najbolj v spominu so mi ostali ti moji bendi, ki sem v bistvu jih jaz bolj spravil. Kateri? Najverjetneje taka prekresnica ene moje kariere je definitivno bil Remix. Potem je bil Crossroads, recimo pred 15 leti, da smo 15 let s temi dečki. To je, mislim, da za en tako ekipo kar lepi jubilej.
Potem je bila druga prekretnica, je bil recimo Avenue Band, s katerim delam zadnje čase dosti. Sodelovanje na festivalih, zato je bilo meni ostalo spominih narečne popevke, 3 ali 2. Potem Melodije morja in sonca. To smo pač dali vse skozi. Dali smo vse pevke skozi slovenske, skoraj Saške, Natalije, vse smo preživeli. Ampak po duši pa ste? Kar se tiče glasbenih zvrsti? Jaz po duši sem, kar je evidentno, rocker, najverjetno. In kako je biti rocker 40 let? Naporno. Ja. Zdaj, če si pravi rocker, najverjetno, da ne doživiš 40 let, ne? Tako da sem tu pa tam, sem se odločil tudi za kako polko. Hvala lepa. Da bo lažje, ne? Hvala. Pač lahko rockersko živimo, ne? Ampak živeti od nekoga pa nečega, vseeno moraš, ne? Tako da sem vedno bil na 2 tirih, ne? Vedno sem imel sporedno 2 benda. En je bil moj, za mene, en pa je bil za preživetje. Aha, torej tisti za dušo in en za denar. En pa za denarnico. Ludvik, se spomnite Mladena? Pa iz katerega benda? Ja, če me zdaj vprašate, se ga najbolj spomnim iz benda Remix. To je, takrat smo bili mi toliko let mlajši, rečemo cirka 25. In naša okolica in okolica Bistrice, pa dosti širše tepanje, Zreče in to, smo jih praktično, bom rekel, lovili, da smo prišli na njihove špile. Združeni smo bili, povezani in bile so nepozabne čage. In danes je, pravzaprav letos je 40-letnica vašega delovanja. Ne? Ja. Lahko bi, ne vem, jo začinjali pa praznovali nekje v nekem ožjem krogu, ne? Vi boste naredili tako kot vsak rocker, ne? Pred 40 leti sem jaz imel prvi špil. In to je bilo doma JNA v Slovenski Bistrici in zato zaslužil svoj prvi honorar. In ta honorar ni bil mali, ta honorar sem se lahko kupil kavbojke in to je ne take navadne, one strsta, prave take. Od takrat naprej sem jaz v bistvu na turneji. Ampak se bo turneja zdaj zaključila? Nič ne kaže. Nič ne kaže na to, da bo se kaj v pomirja začelo. Ampak vseeno, ne, boste pa proslavili 23. marca, torej to nedeljo ob 18. v Slovenski Bistrici v športni dvorani. Tako, tako. Na kakšen način, kdo bo prišel? Ja, to sestavo ansambla smo prepustili rockerju staremu. Mi smo prevzeli organizacijo. Vsa sredstva, če lahko omenim, Armagedon, Miran Rudan, Alfi Nipič, Sopranos, Bluegrass, Hoppers, Tomaž Domicel, Fraj Kincler, Fajrund, Vesele Štajerke, Crossroads, Avenue Band. Ponosni smo, da bodo vse te skupine prispevale svoj prispevek v dobrodelnem koncertu z namenom, da vsa zbrana sredstva namenimo krajevni organizaciji Rdečega križa Slovenska Bistrica z željo, da popeljemo naše otroke iz občine Slovenska Bistrica v letošnjem letu na morje. Vstopnine ne bo? Ne bo, bomo pa zelo hvaležni v imenu otrok za vsak prostovoljni prispevek ob vhodu v športno dvorano Slovenska Bistrica. Torej, počastimo 40-letnico. Ja. Pa veselo bo, ne, glede na glasbene goste, bo kar se mi zdi, da to dolgo trajalo, ne, pa zabavno bo. Ob 18. uri športna dvorana Slovenska Bistrica, nedelja, še enkrat, gre za otroke, gre za 40-letnico. Čestitam, pa hvala. Hvala za povabilo. Ja, ponovno pa je čas za glasbo, kot sem že nekajkrat omenil, nocojšnje glasbene gostje, ki igrajo in pojejo samo za vas, so Serafine. You with the sad eyes, don't be discouraged, oh I realize it's hard to take courage in a world full of people. You can lose sight of it all, and the darkness so inside you makes you feel so small. But I see your true colors shining through.
I see your true colors, and that's what I love you. So don't be afraid to let him show me your true colors. True colors are beautiful, like a rain. Da 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 da. Da 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 da. Show me a smile then. Don't be unhappy, can't remember when I last saw you laughing. If this world makes you crazy and you've taken all you can bear, you call me up because you know I'll be there. And I see your true colors shining through. I see your true colors, and that's what I love you. So don't be afraid to let and show me your true colors. True colors are beautiful, like a rain. Da 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 da. Da 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 da. Smile then, happy, remember, laughing, crazy, can bear. Call me up, you know I'll be there. And I see your true colors shining through. I see your true colors, and that's what I love you. So don't be afraid to let and show me your true colors. True colors. True colors are shining through. I see your true colors, and that's what I love you. So don't be afraid to let and show me your true colors. True colors are beautiful, like a rain. Da 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 da. Da 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 da. Nekateri jih že poznate, spet drugi jih še boste spoznali, gotovo pa one dobro poznajo drugo. Valentina, Mojca in Dada, dober večer. Dober večer želim. Na začetku sem že omenil, ne, da ste vse zaposlene v operi SNG Maribor. To pomeni tudi, da se družite izven službe? Prvo smo prijateljice, drugič smo skupaj v službi, tretjič pa vse dejavnosti, ki jih upravljamo kar skupaj. Kako je prišlo potem takem do ideje za band, za skupino? No? V bistvu je to ena taka protiotež tistemu, kar pač delamo, ker delamo skozi klasično glasbo v bistvu v operi, kjer smo zaposlene, tako da pač nam še malo fali tako za ravnovesje. Smo se odločili, da bomo še kaj skupaj zapeli, to, kar je nam tudi po srcu glasba. Je ponavadi ljudje, ko iščejo hobije, ne, iščejo nekaj popolno ali pa diametralno nasprotnega, ne, temu, kar počnejo v službi. Zdaj, meni je opera je glasba, ne, to mi je tudi glasba. Je to velika razlika? Ne, v bistvu vse je hobi, vse. Tudi glasba, ki jo upravljamo v službi, je za nas hobi in je za nas velika ljubezen. In prav tako je to naša ljubezen in glasba je glasba. In ni eno ali drugo. Tako da. To ste, dajte iskreno, ste
ta govor zdaj naštudirale ali ste se naučile? To je Ja, to smo diplomacija. študirali že od leta 1979, ne, tako da. Ne, seveda, to je res, to je čista resnica, drugače ne bi mogle upravljati vse tri, ne bi se mogle družiti in privat in službi in še zdaj tu, če ne bi tega upravljali s srcem, to je dejstvo. Ampak vseeno je pa mogel biti nek ključni trenutek, ne, da je prišlo v bistvu sploh do ideje, da bi pa vi stali skupaj na odru, že kje druge kot v operi. Ne? Ja. Da se mi zdi, da to zelo dobro, vi poznate ta Ja, moment, v bistvu je tako, da pač sem jaz lani, ko smo imeli letni koncert Big Banda, v bistvu htela, vedno jaz nastopam tam, ne, in sem rekla, pa zakaj bi bila samo jaz, toliko moških je okoli mene, dajmo že malo ženske energije pripeljati v ta band, ne, in sem potem pač povabila Valentino in Mojco, da bi na tem koncertu nekaj zapele, ne, in potem, ko sem začela pisati pač aranžma, sem rekla, joj, pa zdaj bi bilo še pa fajn, če bi si dale kakšno ime, in smo tudi ime iznašle, Serafine, iznašle smo ga. In v bistvu se zdaj pač pod tem imenom predstavljam. Jaz pa poznam eno drugo zgodbo Dada, kaj mogoče bi jo vi povedali, kako je prišlo do nastanka te skupine. Ja, imeli smo vajo pri Dadi doma in po vaji smo šli na balkon in smo ime izbrale, pa smo pile čaj in kavo. In je bilo toplo. Kdo pa določa, recimo temu, smer, kam boste šli? Kdo je šefica? To pa jaz ne bi rekla zdaj. Naš duhovni vodja je zagotovo Dada. Ne, Ja. duhovni vodja. Drugače pa se mi zdi, da smo vse tri enota. Vsaka ima Ena neko... enota, vsaka ima svojo vlogo, Ja. tako da smo eno. Ja, nismo, nobena ni šefica in nobena. Se mi zanimivo zdi, ne? Ker verjetno ste gledali tudi to, kakšen vokal ima katera. Ne? Zdaj alt, pa potem sopran, pa mezzosopran, kaj še vse obstaja. Ne? Zanimivo. Pardon, ne? Se mi zdi zanimivo, ne? Da ste se ravno med tremi, glej, mi smo pa tako različni, zakaj ne bi skupaj pele, pa bi pasalo. Ne? Glej, sreča je, ne, da smo tako naštela, ne, čisto po domače, ne. Kar se šefovstva tiče, še moram nekaj povedati, da šef sem samo po kilah, drugače ne. Res nič ne opravljamo, vsaka svoj part, jaz ponovadi napišem aranžmaje, za pesmi se ponovadi tudi kar skupaj odločimo, katere bomo. Valentina naredi aranžmaje za klavir, Mojček pa skrbi za PR, se jo vidiš skozi za telefon v roki in tako dalje. Tako Dada pa potem določi, kaj bo katera pela in kako bo pela. Še nekaj moramo omeniti, ne? 21.3., torej na prvi pomladni dan, ko bo prenova jutranjega programa na Radio Maribor, zvečer, ob kateri uri pa en velik dogodek. Ob 8. zvečer v Stari dvorani SNG Maribor imamo koncert. In seveda bi se rade zahvalili SNG Maribor, da nam je to omogočil, ta avtorski projekt, ki ga imamo. Če pa ste tam v službi, punce. Ne, to je drugo, to je nekaj drugega. To je hvala lepa. vseeno drugače. Ne? Hvala lepa tudi vam za današnji večer. Jaz sem užival zelo. Hvala. Me tudi. Še ni konec. Pa smo prišli skoraj do konca še ene oddaje Koktajl. Hvala, da ste bili z nami in vabljeni v našo družbo spet prihodnji torek ob 20 in 5 minut. Srečno! With his song. Da-da. 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 I heard he sang song. I heard he had a smile.
da da. Love.